Dober večer, pozdravljeni v oddaji. Začnimo teden z Lili Sorum. Moje ime ni Lili Sorum, pa sem pa rojen tako, da je moje število življenjske poti 8, kar me skoraj kvalificira, da vodim to oddajo. Ampak nisem danes zato tukaj. Tukaj sem zato, da Lili vprašam vse v povezavi z ljubeznijo, Valentinovim, številkami. Lili, zdaj pa rabim pomoč. Čak. Ti pa nisi Lili. Ne, nisem, jaz sem pa Jako, pa me ne poznaš. Kdo pa raj to razliko? Malo sem večji, vse ostalo je pa isto. Midva, ko greva plavat skupaj, nočete vedeti, kako to zgleda. Tole si pozabil, dragi moj. Hvala lepa, s tem mi bo pa mogoče mačken lažje. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Zdaj mi boš pa ukradla oddajo. Ja. Ja. In to, tako, da imam priče imam. Z Lili Sorum. Danes mačken se pogostim. Jakob Kabus je danes z mano. Jaz verjamem, da tisti, ki me že dalj časa sledite, točno veste, kdo on je in kako z vami midva navihana. Je pa tukaj zato, da nam bo pomagal iti čez najbolj pogosta vprašanja, ki jih jaz dobivam o vas povezano z ljubeznijo. Glede na to, da je v nedeljo Valentinovo, se dajmo že kar začeti na to pripraviti. Ja, pa dajmo. Ampak veš, kaj prva stvar, ki mene v resnici zanima, 14.2. Ja, tako je Valentinovo. Ja, to imaš prav. Ja, ponavadi ne pozabim. Ampak, a so te številke res namenjene ljubezni ali bi bilo bolje, da takrat ne praznujemo ljubezni? To je prvo vprašanje, ki ga vam znate. To je oseba, ki že nekaj ve o numerologiji. Ja, v bistvu je res tako. 14 pravzaprav je zelo nesrečna izbira za Valentinovo, kajti 14 kot karmično število povezujemo z varanjem, k nagnjenju temu, da ko nam nekaj ni prav, jo odvremo drugam, da se izogibamo predaji in obveznostim. Zdaj, vsi tisti, ki ste 14 rojeni, to pomeni, da se ti izzivi pred vas postavljajo. Vsi tisti, ki imate mogoče partnerja 14. v mesecu rojenega, to ne pomeni, da vas vara, da ne boste rekli, vse je Lili rekla na televiziji, jaz imam zdaj dokaz. Za vsak primer. To pomeni, da se tega učijo, da bodo ti izzivi sigurno v življenju postavljeni pred njih, tako kot so pa tudi pred vse nas. Ampak ne, da ti odgovorim, 14.2. pravzaprav ni najboljši datum za Valentinovo, 6.2. bi bilo boljš. Pravzaprav imamo pa mi tudi ptički se ženijo. Je veliko bolj ustrezen datum, tako da Slovenci že vemo. Odlično. Krasno. Zdaj, začela si glih s tem varanjem. Grem staviti, da zagotovo dobiš milijon vprašanj, ali me vara, a je to res? Ja, res je. Jaz sploh, ko sem začela z numerologijo, ko smo imeli pri žurnalu 2 vprašanja na dan, tako da so bila anonimna, velika večina ljudi je to spraševala. Zdaj, tukaj bova takoj mogla povedati, da numerologija ni prerokovanje, se pravi, jaz tega ne moram vedeti. Tudi, če nekdo ima to 14 postavljeno na prav posebnem mestu, kar ni rojstni datum, ampak število duše, več o tem pa naslednji oddaji 15. februarja, ne pomeni, da vara, pomeni, da so ti izzivi pred to osebo postavljeni. Mi imamo vedno svobodno voljo, kaj bomo naredili. Torej, lahko imamo najboljše številke, pa smo patak, ali pa najslabše številke, pa smo v redu. Tako da numerologija ne more odgovoriti na to. A mi lahko poveš, kdaj se bom poročil? Lahko ti svetujem, kjer je najboljši datum. Okay, a to pomeni, da pa bo trajalo zavedno? Še v naslednjem življenju. Okay. Ne, znova sodi v prerokovanje. Zapravo, numerologija nam pove, kdaj je najbolj ugodno obdobje. To pomeni, da v tistem času se pojavijo osebe, za katere je predvidevati, da so marriage material. Se pravi, da niso neki ljudje, ki grejo mimo nas zaradi tega, da nam dajo lekcijo ali pa zaradi tega, da nas prizadanejo, pa s tem nečesa naučijo, ampak da prihajajo v našo bližino, v naše življenje ljudje, ki so tisti, ki so resnično iz naše dušne ali družine, kako bi temu rekla. Se pravi, ne moram prerokovati, kdaj bo princ na belem konju vam, drage dame, prišel, ampak lahko pa povem, da je najbolj ugodno obdobje. Ko pa se boš odločil poročiti, seveda bova pa najdla najbolj ustrezen datum za to. Se veselim. Pa če druga oseba ne bo pridna, bom itak se prišla malo pogovoriti. Zdaj, verjetno pa lahko pomagaš pri temu, ko spoznamo nekoga, pa probamo mačken več zvedeti osebe, je ta prava za nas, a ni prava za nas. Tako. Tudi teh vprašanj je velika. Tudi z moške strani, moram reči v primerjavi... Ne pa ne. Prisotni so seveda izvzeti.
Meni to nič ne zanima. Ne, nikoli. Prisil sem ga mogla zdaj le z mano. Torej, tako bom rekel, vse več se tudi moških temu odpira, vse več se tudi moških pride na svetovanje, jih zanima, kako lahko sebe spremenijo, kaj je zdaj tisto. Numerologija pa tukaj je fantastična. Se pravi, numerologija tako eno kot drugo osebo zna opisati, kje so izzivi, česa se učimo in zakaj potem mogoče privabimo take ljudi, ki se zdijo zelo napačni, a ne? Pa vedno znova jaz, pa vedno isti, pa že un mi je to naredil, zdaj pa še ta, ne? Ali pa una, pa zdaj še ta. Tako da ja, tukaj pa numerologija ful lahko pomaga. Ta kombinatorika ene osebe, druge osebe, se včasih šalim, da sem kot Google Translate, ker razumem eno osebo in drugo osebo in pa to malo prevajam, ker si velikokrat preprosto napačno slišimo. Tako da numerologija je pa tle zakon. Vse to tudi jaz že vem, sem že probal na svoji koži. Ampak kaj pa pri tem, da poiščemo svojo dušo dvojčico? Nekdo se obrne nate in reče, jo bom dočakal v tem življenju zdaj, na Zemlji. Tako bom rekel, do neke mere sama kombinatorika števil lahko reče, ok, velika verjetnost je, recimo, kar pa se vidi, ne? Če je velika verjetnost, da bo nekdo družino pričel šele v drugi polovici življenja, se potem to pojavi v številu zrelosti. Se pravi, je velika verjetnost, da bo že ali karierno smerjen, ali bo nekaj vez, mogoče bo zelo prizadet ali pa prizadeta. Ne da se povedati, kdaj bo ta duša dvojčica, da pa se v izračunih dveh oseb videti, ali je to karmični odnos in ali govorimo o isti dušni skupini oziroma družini. Zdaj ne govorimo o twin flameu, ne govorimo o duši dvojčici, za katero mnogi trdijo, da je samo ena, ampak govorimo o vseh tistih dušicah, ki smo se že zdavnej dogovorili, da se bomo takole srečali spet. Tako da to pa ja, tukaj pa numerologija lahko zelo pomaga. In kdaj in kdo in kaj nam ta oseba prinaša. Ker včasih nam nalijajo tisto grenko resnico, kaj nočemo slišati, kot Jakob meni tudi včasih in obratno. Včasih nam prinesejo tiste najlepše čudeže v življenju, tako da vedno sta dve plati zgodbe in numerologija oboje pokriva. Jaz sem nehal poslušati tam, ki si omenila... Ampak polka bo oddajo gledal poslušati. Ja, karma, karmični odnos, kadar ti začneš z karmo in s tem se vse začne malo v trebuhu zvijati. Kaj to pomeni, če smo v karmičnem odnosu? Karma pomeni, da uravnavamo energijo. A ne? Zdaj, če jo mogoče primerjamo srednjo šolo. Če mi sem pa kakšen test dobimo cvek, a ne, ni konc sveta, če pa bluzimo cel let, pa imamo potem popravca na konc letu, pa pomeni, da je ful več snovi za predelati. In zdaj karma pravzaprav z numerološkega stališča ravno to, popravni izpit. Imamo ponovno možnost. Recimo, da v prejšnjem življenju sva imela drugačen odnos, pa je, da nekaj zelo drugega prizadel, v tem življenju bova imela možnost to zglihati. To ne pomeni, da recimo, če sem jaz tebe v prejšnjem odnosu ali v prejšnjem življenju prizadela, da boš ti, da sem početku skirca, boš rekel, najdu sem te bom se sekljal kot peteršilj. Ne, ti boš mene še enkrat, a ne? Sej vem, sem vedel. A greva k naslednjemu vprašanju. Pravzaprav pomeni, nam je dana dragocena informacija, kje moramo biti še toliko bolj pozorni. In kar velikokrat ne počnemo, in kar jaz mogoče tudi v drugih razladah ne zasledim. Karma ni kazen, karma je ponovna priložnost, ko se učimo spoštovati tudi sebe. Vsi tisti, ki ste rojeni 13. koliko časa ste rabili v življenju v resnici, da ste se postavili zase, ker življenje vas je vedno znova postavljalo v situaciji, kjer ste mogli biti bolj pridni, bolj odgovorni, bolj marljivi, bolj razumevajoči, a ne? In tudi malo smo tako vzgojeni, daj se še malo bolj potruditi, daj še enkrat probati, daj razumeti, daj to. Vse to je super, ampak do neke zdrave meje, v kateri moramo pa mi reči, ok, učim se ceniti pošteno delo drugih. Kaj pa moje? Se pravi, učimo se tudi spoštovanje sebe in karma tukaj obe te plati nekako pokriva. Tako da, ko smo v karmičnem odnosu, to pomeni, da nam ti ljudje lahko ali pritiskajo na gumbe, lahko nas tudi zelo prizadanejo, lahko nas pa tudi zelo osrečijo. Gre pa za pač karmično povezavo, iz katere težko uidemo. To so vse tiste osebe, veste, ko nas kar tako bolj, ka bi mi šli tja stran, bolj nas... bolj nas vleče skupaj. Tako da ja, tudi tle karma pomaga razumeti, kaj eden drugega učimo. Ne? Da se ne vrtimo v tem začaranem krogu, ko imamo pa res občutek, vsi ljudje, ki jih pritegnem, so isti, ali pa ne vem, to osebo sem 13-krat že nazaj vzel, pa 15-krat probal, pa je vedno isto. A ne? Se mi zdi, da je letošnje leto še posebej tudi po mojem v bistvu govorimo o koronskem letu, ki traja od marca, pa zdaj bo do marca. Dobro, bi si opazila. Dobro. Ja, da je ta občutek osamljenosti mogoče bolj prisoten. Si mogoče dobila več vprašanj v zvezi s tem, kaj bo, če ostanem sam, sama. Mislim, da smo se vsi v tem letu srečali, vsaj s kakšno dimenzijo tega. Pa, to je bilo za pričakovati v bistvu. Vsi smo pričakovali, da bo pač tega občutka osamljenosti in tako več, a ne, pač karantena sigurno ima svoje posledice. Definitivno je bilo pa tudi veliko vprašanj, kaj pa bo, če ostanem.
v odnosih, kjer je prisotna manipulacija, tudi fizično nasilje, seveda karantena prinesla svoje, o tem se veliko tudi v medijih piše, veliko je tega, ali bo kdaj bolje. Ta vprašanje se je pa v lanskem letu, sploh proti koncu leta, zelo veliko pojavljalo. Ja. V teh ena na ena, tako, ja, v teh bližnjih odnosih. Ker dokler imamo mi službo, pa rekreacijo, pa neke stvari in se v bistvu vidimo bolj bežno, lahko begnemo. Tako. Ko pa si resnično 24 ur na dan v tej določeni situaciji, se pa sprašuješ, a bo kdaj boljša, bo sam še slabš, a je to res, da je to? Ker treba pa vedeti tudi, da en drugom pritiskamo na triggerje. Včasih je treba res samo nekaj malega spremeniti, pa se drugače razumeti, pa je bolje. To ni nerešljivo. Samo včasih res rabimo nekoga, da nam malo pomaga prevesti, kaj ena oseba misli, druga oseba misli in kaj ena in druga oseba potrebuje. Ker veliko krat sodimo po sebi. To, kar jaz rabim, plavutke, če grem plavati z njemu, recimo, ni isto, kar rabi nekdo drug. Tako da tukaj gre včasih samo za neko znanje, pa nek drobec zgodbe, ki ga nimamo, pa nam lahko zelo pomaga. Včasih pa res tudi zadnjo potrditev, ko je, glejte, ta oseba je takšna, komunicira na agresiven način, ne zna drugače, tega se uči. Seveda so pa tisti najbližji potem tisti, ki so najbolj nekako izpostavljeni temu. In če se do 50. leta oseba ni spremenila, se je treba pripraviti na možnost, da se ne bo. Včasih pa tudi to pomaga, da ti nekdo reče, ker kar se meni veliko krat zgodi pri Skype svetovanjih je to, seveda večinoma punce sprašuje in ko začnem jaz fanta opisovati, mi reče, pa kako vi to veste, če ga ne poznate, če ga še nikoli niste videli, pa kar veste. Tako da, ja, numerologija je tukaj kar malo, kar ve. A lahko svetuješ tudi o tem, verjetno kdaj je pravo obdobje za iti ven iz tazga odnosa, ali pač to, kdaj je priložnost, da se ta samskost ali pa občutek osamljenosti, da kaj naredimo na tem, vedno moramo mi nekaj narediti. Seveda, ampak so obdobja, ko takole naredimo, pa kar steče energija, kako mi dohajamo, pa so obdobja, ko bolj, ko se trudimo, bolj, ko prav delamo, imamo občutek, da se zaletavamo z glavo v zid. Seveda, tukaj numerologija pomaga razumeti, mogoče v temule času, ko so se vsi veste, kadarko smo tisti, ko že mogoče tako, kot jako poznate, 2, 9, ta leta so tako, vse se vleče, vse se nekako zakomplicira, lepi se energija. Takrat boste težko šli stran, in če mi vemo, obdobje je tako, ker včasih pa tudi res rabi pride do une točke, kaj je tako, zdaj pa res ne moram več, zdaj sem se potem utopil, zadušil, zdaj grem pa ven, in potem naslednji korak ponavadi je pa tisto obdobje, ko pa rečemo, zdaj bom pa šel, Obstajajo števila, ki so nesrečna za ljubezen, mogoče sploh glede števil življenjske poti. A ima kdo... Super vprašanje. Število življenjske poti ne opisuje ljubezenskega življenja. Se pravi, vse posod na internetu, kjer vidite razlage, numerološke razlage, ne druge, kjer trdijo, da kompatibilnost gledate kot seštevek rojstnega datuma, ne velja. Kompatibilnost rojstnih datumov, tako kot imava midva oba osemko, pomeni, da sva fantastična prijatelja, fantastična poslovna sodelavca, ne opisuje pa to romantičnega odnosa. Število duše opisuje romantičen odnos in število duše... Spet me je zavrnila. Sploh ne vem, kaj delam tukaj. Število duše bomo pa naslednji teden pogledali, kako se ga zračuna, kaj pomeni, kaj za vas kot to število duše to pomeni, da rabite. Prav. Glej. Tako da lahko svetujejo, kakšnega partnerja potrebujemo, kakšen partner smo mi, zakaj mogoče z nekimi ljudmi se vedno znova narobe razumemo, ampak ne gre pa to iz rojstnega datuma, ampak iz ene druge formule, kar pa ne smemo vse še zdaj povedati. Da ti ne bom povsem ugrabil oddaje, hvala, da sem bil lahko tukaj. Mislim, da je čas, da... nisi Lili Sorom. Nisem Lili Sorom, če še kdo dvomil, da zdaj nisem. Mislim, da je čas, da gremo čez tedenski numeroskop pogledati, kaj števila nosijo. Važi, super. Hvala, Jakob. Mi se sicer bližamo koncu oddaje, torej hitro dajte zračunati svoje število življenjske poti. Malo si pomagajte s prsti, malo si pomagajte mogoče z mobitelom, verjamem pa, da vsi že veste, katero je vaše število življenjske poti. Pred nami pa je teden, v katerem se nam obetajo spremembe, pred nami je teden, v katerem bomo mogoče malo bolj spontani, malo bolj drzni, malo bolj strastni, torej ni to fantastičen uvod v Valentinovo. Če ste zračunali, pa pejmo hitro pogledati enka. Torej, kot število enka, v temu tednu, prejšnji teden sem rekla, da boste malo bolj v izi, v temu tednu bodite pogumni, v temu tednu vas čakajo spremembe predvsem na področju romantike. Torej, ko govorimo o Valentinovem, ko govorimo o temu, da iščete sebe, iščete svojo mehkobo, jo dajte seveda najprej podariti sebi.
Torej, v tem tednu v easy, nežno, ne se hodovati na sebe in ne se hodovati na druge, če nekaj ne gre hitro. Prej so z Jakobom lepo povedali, včasih so dnevi, ko se ne premaknemo nikamor. Čeprav je ta teden zelo dinamičen, pa se lahko zgodi, da kljub temu, da se boste premikali, boste imeli občutek, da nekako cepetate na istem mestu. Torej, dihati in biti nežni. Tisti, ki imate število življenjske poti 2, pred vami je čas, v katerem bodite romantični tudi vi. Predvsem pa razkrivate neko resnico o sebi. Možno je, da v določenih odnosih, tukaj zdaj bolj ciljam prijateljske odnose, boste razočarani ali pa boste izvedeli nekaj, kar vam je bilo do sedaj skrito. To seveda ni nujno slabo, a veste, to ne pomeni nujno, da se vam je nekdo nekaj zlagal. To mogoče pomeni, da boste odkrili nove plasti svojih poznanstev in seveda tudi nove plasti sebe. Torej, v tem tednu bodite romantično razpoloženi sprejemanju informacij, sprejemanju komplimentov, sprejemanju sebe in sprejemanju predvsem tudi okolice. Torej, prejšnji teden sem rekla, bodite korajžni, dajte povedati, dajte spregovoriti, opazujte zdaj rezultate tega. Tisti, ki imate število življenjske poti 3, tudi vam sem prejšnji teden rekla, da je potrebno izraziti svoje želje, tudi vam bom zato zdaj rekla, opazujte reakcijo, opazujte, kakšen učinek je to prineslo. Predvsem pa bodite ta teden igrivi, ta teden vas energija absolutno spodbuja v temu, da ste bolj, bom rekla, izrazni, da ste bolj igrivi, navihani, dajte koga nahecati. Predvsem pa naredite nekaj lepega za sebe. Ne glede na to, ali ste samski ali ste vezani, Valentinovo je dan, ko si izrazimo ljubezen sami do sebe. Torej, bodite čim bolj ljubeči. Tisti, ki imate število življenjske poti 4, pred vami je teden, v katerem bodo določene spremembe vam šle na živce. Torej, ste tip človeka, kot zdaj že vemo, ki raje vidite, da se stvari spreminjajo počasi ali da ostajajo iste. Torej, tale teden vam bo malo pritiskal na vse tiste situacije, odnose, priložnosti, razmišljanja, način delovanja, kjer pa mogoče ste malo zaspali, kjer pa mogoče bi bil dobrodošel upgrade. Tako kot računalnik posodobimo, dajte mogoče malo posodobiti tudi sebe. Torej, v tem času bodite ferpčni, pa ne se pustiti vrčiti iz tira, če vas nekaj zmoti. Tisti, ki imate število življenjske poti 5, pred vami je teden, v katerem bi se mogli počutiti bolje, kajti sama energija 5. tedna je točno taka, kot ste vi, dinamična, spontana, nagajiva, odprta. Valentinovo je konec tedna, ne glede na to, ali ste samski ali ste vezani. Verjamem, da boste znali katerikoli dan doživeti bolj strastno kot sicer, če se boste tako odločili. Torej, vse tiste petke, ki imate občutek osamljenosti, ki sva prej omenila tudi z Jakobom, dajte se vprašati, zakaj imate mnenje, da vi niste dovolj. Ker ste fantastični, točno takšni, kot ste, in včasih so tudi tisti dnevi, ko uživamo v svoji lastni družbi, dragoceni, ko mogoče sami sebi nalijete kozarček vina, poslušate svojo najljubšo glasbo, pojeste čokolado, zaplešete po dnevni sobi. Če slučajno boste imeli občutek osamljenosti, pejte sami vase in naredite en lep dan sebi. Ne samo na Valentinovo, ampak vsak dan, in to velja za vse nas, ne samo za petke. Tisti, ki imate število življenjske poti 6, pred vami je čas, ko seveda romantika v ospredju, pred vami je čas, ko bodite malo bolj drzni, torej samski. Dajte povabiti na kavo, ne vem, če bomo že lahko povabili, ukrepi se resnično spreminjajo z danes na jutri, pa na klepet preko Skypa. Dajte biti vi tisti, ki naredite prvi korak. In ta prvi korak je včasih lahko tudi samo klic, ta prvi korak je včasih lahko tudi samo kompliment, ta prvi korak ni nujno vezan na romantično večerjo na Bledu. Torej, najdite način, kako boste svojo pozornost izkazali, tako kot sem vsem rekla, ne samo drugim, tudi sebi. Tisti, ki imate število življenjske poti 7, pred vami je teden, v katerem pejte preko svojih mej. Torej, zaupajte v sebe in bodite predrzni. Prejšnji teden in celoten februar je obdobje, v katerem se kaže resnica. V temu ste vi super, naj se vam ne zatika tako kot zdaj le meni. To je pa moje posebno sporočilo moje grlene čakre. Spregovorite svojo resnico in spregovorite tisto v odnosih, kar mogoče težje skomunicirate, ali pa imate občutek, da vas ne razumejo. Tale teden vas zelo, zelo podpira v temu, da se osvobodite tistih omejitev, pa tistih zahtev, ki ste jih vi sebi dali, kajti ste malo perfekcionista. Torej, dajte v tem tednu biti malo bolj popustljivi do sebe. Aj prav, tako kot one 14, kar rado odlaufajo stran.
Tisti, ki imate število življenjske poti 8, pred vami je teden, v katerem bi se vas mogla držati sreča, pred vami je teden, ko se dajte odpreti drugačnim priložnostim. Torej, če vedno kupujete eno vrsto kruha, dajte kupiti drugačno vrsto kruha, če greste vedno v to trgovino, pa idite drugam, če vedno počnete na en način, spreminjajte ta način, eksperimentirajte, poskušajte, bodite tudi malo predrzni. Torej, v tem času vas bo po vsej verjetnosti malo vleklo ven, bo potreba po gibanju, bo potreba po tem, da ste malo bolj aktivni in, kot sem rekla, sem tudi malo bolj predrzni. Torej, na poslovnem področju prejemite tisto priložnost in ji dajte možnost, ki ji sicer ne bi. In pa še število življenjske poti 9. Pred vami je teden, v katerem bi morebiti lahko začeli gledati na sebe drugače. Torej, kdo ste vi, kaj ste vi, zakaj ste vi? To so vprašanja, ki nas bodo spremljale celotno leto. Neke situacije, neke stvari iz preteklosti bi lahko mogoče začeli gledati drugače. Mogoče bi jih začeli doživljati drugače, mogoče si boste preprosto premislili in ugotovili, da si nečesa ne želite več. Veliko bo tega v celotnem tem letu. Vprašanje, ki pa se postavlja pred vas, pa je, ali se vi v tej situaciji, v tem odnosu, v teh priložnostih počutite svobodni. Tudi to bo v tem tednu za vas zelo pomembno, občutek svobode, občutek dihanja. Torej, ali lahko svobodno dihate. Torej, bi tak hiter pregled od 1 do 9, sam teden, kot ste uganili iz tega pregleda, nam prinaša potrebo po spremembi, potrebo po temu, da lahko dihamo vsem nam. Torej, tale teden nas bo vedno znova opomnil, kaj pa, če smo že premagali strah. Prejšnji teden smo govorili o strahu, smo govorili o odnosih, o komunikaciji, vsemu temu, kar nam prinaša februar. Torej, kaj pa, če ste stvari že presegli? Kaj pa mogoče, če ste samo navajeni, da vas mora biti strah? Kaj pa, če v bistvu sploh ni tako hudo? Jaz vedno menim mojega zobozdravnika, nikoli me še ni bolelo, nikoli pri temu, ki sem sedaj, mi ni bilo nič hudega, pa še vedno me je strah. Vem, da so določeni vzorci, ki ostanejo. Zdaj pa odgovorimo še na vprašanje, zakaj tako zelo hitro zmanifestiramo to, česa se bojimo. Kajti, kar se lahko hitro zgodi v tej situaciji, je to, da potem rečemo, ja, pa sej sem vedel, sej sem točen vedel, da bo tako, sej sem rekel ali pa rekla. Včasih to ni intuicija, včasih je to naš strah. In kar nas je nečesa strah, to doživljamo realno, tako kot je mene realno strah zobozdravnika, čeprav potem v realnosti se mi nič hudega ne zgodi. Poslušajte me še enkrat. Realno se nečesa bojimo, nas je strah. Čeprav se nam morda potem v realnosti nič hudega ne zgodi. Strah je možnost. Zdaj lahko pade meteor name z neba. Je možno. Lahko me je tega strah. Lahko se bojim vesoljcev. Česa vsega se ljudje bojimo, pajkov, vesoljcev, ni da ničesa se ne bojimo. To je pač normalno, zato smo tukaj, da se bomo naučili, da se bomo spremenili, da bomo rasli, da bomo ta strah premagali. Ampak včasih, veste, ta strah v resnici nima moči in ga ni treba premagati. Strah je peš energije, je možnost. Tako kot ta meteor, ki mi ne bo padel na glavo, je možnost, je misel. Misel lahko spremenimo. Lahko si premislimo. Zakaj bi se tukaj zdaj bojevala s strahom pred meteorjem, če vendarle je to samo peš energije brez telesa? Dajmo se zavedati, da vi pa ste utelešeni, da ste tukaj. Se pravi, ste močnejši že po osnovni definiciji od strahu, ki je peš energije brez telesa, ki je misel, ki je možnost. Realna možnost, ki pa se v realnosti morda ne bo zgodila. Torej, včasih gre preprosto resnično samo za to, da preusmerimo svojo pozornost, svoj način razmišljanja in da si rečemo, kje pa to se ne bo zgodilo. Kajti, če jaz k vam pridem in rečem, joj, toliko mi je bilo strah v studiu, res grozen mi je bilo, jaz sem čakala, kdaj mi bo meteor na glavo padel, mislim se čudem, da mi ni, zikar mi bo naslednjič, si mi boste mogoče smejali. Koliko imamo takih strahov v sebi, vsak pri sebi, kateremu bi se drugi smejali. Eni se bojijo pajkov, eni ne. Eni se bojijo mačkov, drugi ne. Eni se bojijo teme, drugi ne. Vsak ima svoj set strahov iz takšnih ali drugačnih razlogov. Tale teden pa nam pomaga se osvoboditi. Torej, vprašajte se, ali se resnično tega bojim, ali sem se navajen tega bati, ali v realnosti se bo to res zgodilo. In če se bo, kaj narediti?
Lejte, vse več je novic o potresih v naši bližini. Nikjer ni pisanega pravila, da se tukaj ne bo zgodilo, se tudi že je, ampak čisto nič nam to ne pomaga, če mi delamo paniko. Ta panika in strah, ki se včasih tudi v drugih situacijah tako in drugače pojavlja in potencira, nič ne pomaga. Pomaga učenje. Torej, meni kot otroka vem, da so od malih nog učili, kaj je treba narediti, če pride do potresa. Vem, da so nas o tem učili v vrtcu, v šoli, doma. Pomembno je, da vemo, kaj narediti, če do tega pride. In iz tega črpamo ven občutek varnosti. To ne pomeni, da se ne bo zgodilo nič slabo. To pomeni, da sebe opremimo z znanjem, ki nam bo v taki situaciji, če bi se zgodila, pomagalo. In veliko je takih situacij. Če se vrnemo za zobozdravniku, ko nas boli zob, vemo, da moramo za zobozdravniku. Ko se pokvari avto, vemo, da moramo iti na servis. Ko se nekaj zgodi neljubega, česar se sicer bojimo ali pa ni do tega, načeloma vemo, kam se obrniti po pomoč. So pa situacije, v katerih seveda nam drugi ne morejo pomagati in občutek varnosti nam v resnici ne more podariti nihče drug razen mi sami. Letošnje leto, kot smo rekli, bo pritiskalo točno na vse tiste stvari, kjer mogoče nismo dovolj močni, kjer mogoče nas je še vedno strah. Torej, v tem tednu pred nami se vprašajte, ali ste te otroške strahove prerasli, ali ste jih bili malo naučeni, ker jaz mislim, da tudi strah pred pajki je kar malo naučen. Jaz mislim, da marsikateri strah je kar malo naučen. Včasih vidimo kakšen film, pa se nam tako zdi, kako je pa to res grozen, in potem z otroškimi očmi to vzamemo za absolutno resnico. Vse kače so strupene in nevarne. Saj ne rečem, če ste sredi džungle in pride kača, mogoče je res najboljše, da jo odsvirnate stran. Ne, da rečete, stara, kako skaj, a ti si strupena, kolikrat moraš ugrizniti, kje dobim protistrup, v koliko času pa umrem, sam glava me pol boli. So situacije, v katerih ne boste razmišljali, ampak se boste iz teh situacij odstranili. Večji problem so tiste situacije in tisti odnosi, kjer smo se navadili na ta strup, kjer ta kača, ta toksičnost ni več tako zelo očitna, da bi se v nas zganil mehanizem bega in to ni v redu. Torej, tale teden izkoristite za to, da se opazujete sebe, situacijo, v katerih ste, svoje lastne obrambne mehanizme, ki se sigurno ne sprožijo brez razloga, zavedajmo pa se. Če tudi nas je nečesa strah, to ne pomeni, da se bo zgodilo, in včasih se bojimo tudi uspeha, včasih se bojimo tudi ljubezni, včasih se bojimo odpreti in predati, kajti takrat postanemo ranljivi. O tem pa seveda, kot sem že večkrat omenila, v naslednji oddaji. Torej, naslednji teden ob 20. zvečer vabljeni na ETV. Pogledali bomo, kaj je število duše, kako lahko numerologija pomaga v ljubezenskih zadevah, v prijateljstvih, seveda tudi v odnosu do sebe. Do takrat pa vam želim en čudovit teden. Želim vam, da ste čim bolj odprti, želim vam, da ste čim bolj srečni in želim vam, da premagate vse tiste strahce, majhne in velike, take, ki ste jih že in take, ki se šele pojavljajo. Torej, želim vam en fantastičen teden. Pa, pa!